Arhitekt naslednjega projekta pravi, da se lahko takih naročnikov samo želi. Spletanja svojega gnezda sta se lotila inženir in psihologinja, zraven pa sta prinesla odličen čut za estetiko ter razum, osredotočenost in natančnost. In rezultat je tako imenovani dom za preproste užitke. Hiša, umaknjena globoko v breg, stoji na mestu nekdanjega kozolca Toplarja in posnema njegovo obliko. Sicer pa je praktična, energetsko učinkovita in štiričlanski družini ponuja zdravo in kvalitetno bivalno ugodje. Zakaj? Poglejmo. Matej, kakšno je bilo sodelovanje z lastnikoma pri tej hiši? Predvsem vse skozi prijetno. Ko smo pričeli sodelovati, sta Leopold pa živo pričakvala drugega otroka in dobivali smo se v njunem takem majhnem, skromnem stanovancu, ki pa se je že takrat kazali z raznimi detajli, da imata res en tak izpiljen okus. Temu projektu sta se tudi zelo z vsem srcem posvetila, ne? Včasih celo preveč sem imel, včasih kar tremo, zato ker tisto, kar je bilo za Leopolda novo, je tudi toliko naštudiral, da potlej sem se še jaz kaj učil od njega. Investitorja sta želela hišo, ki je prežeta z naravo, kjer se bivanje znotraj in zunaj prepleta. Hkrati pa ni smela biti prevelika in proračun ne previsok. Sama umeščenost hiše na parcelo je prišla sproti, da ste jo pomaknili toliko k bregu? Tem smo se v resnici kar precej ukvarjali, ne? In mislim, da smo imeli vsaj enih 10 različnih različic hiš v merilu 1:500, kjer smo postavljali od tega čist do ceste, pa da gledamo proti hribu, pa vzdolžnih, pa sem. No, na koncu se je izkazala stara modrost, ker prej točno na tej poziciji stal nek star Toplar in smo tudi mi hišo sem umestili. Objekt ponuja 135 kvadratnih metrov bivalne površine in je grajen iz naravnih materialov. Lesen skelet z vidnimi nosilci, oljenimi na belo, z zunanje strani obdaja macesnova fasada, ki so ji pri vhodu dodali lesen križ v počastitev nekdanjega Toplarja. Notranjost je obdelana z ilovnatimi ometi, ki odlično uravnavajo vlago in zaradi zaobljenih robov interjerju dodajo mehkobo. Kaj pa tale betonska stena, ki je ravno tako zelo močen element dnevnega prostora? Jasno, ni samo dekorativen element, ampak je tudi ključen konstrukcijski element, v bistvu, ker na nek način na njej bistveno slonijo vsi ti nosilci. Smo se pa tukaj posebej potrudili z to teksturo. Zanimivo je bilo, to so delali neki lokalni gradbinci, ki jih je bilo najprej malo strah. Na koncu je bilo užitek pogledati, ker so bili prav ponosni na ta izdelek in to upravičeno, ker je res fantastično izpadel. Mimo zelenjavnega vrta in delno vkopane shrambe vodi v notranjost še dodatni gospodarski vhod, ki pripelje do servisnih prostorov, skritih za betonsko steno. Tu so utility, kurilnica ter dnevno stranišče. Kuhinja z majhnim otokom ter nišo za lesenimi drsnimi vratci daje vedeti, da je izkoriščen vsak centimeter prostora. Mimo nje se nato povzpnemo v nadstropje, ki skriva številna presenečenja. V obliki pisarne in knjižnice na hodniku ter 2 inovativno zamišljenih otroških sob. Otroški sobi in kopalnica spretno izkoriščajo strešna okna izpeljana do tal. Zanje je značilno, da v primerjavi s fasadnimi okni dajo kar 2-krat več svetlobe. Poleg tega lahko otroka tudi med igro na tleh vidita ven. Prav razgled in obilica naravne svetlobe pa sta po mnenju načrtovalcev kakovostnih prostorov eden ključnih elementov bivalnega ugodja. Ljudje preživimo zelo veliko časa v notranjosti. Zadnje raziskave pravijo, da Evropejci celo 90%. To je kar veliko. Ne? Ko si star 50 let, pomeni, da 5 let preživi zunaj, vse ostalo je znotraj. Doma preživimo 2/3 tega časa. Zaradi tega je res pomembno, da je dom nam nudi tisto kakovostno okolje za bivanje. Zdaj, kako opredelimo to kakovost? Gre za 4 parametre. Toplotno ugodje pomeni tisto, kar občuti človek na lastni koži. Dosegamo ga najpogosteje s tem, da je ovoj stavbe primerno toplotno izoliran, da so zbrane pravilne toplotne karakteristike posameznih elementov, tudi oken in tako naprej. Pa zelo pomembno vlogo ima tudi preprečevanje pregrevanja ob pravem času, na pravi način. Potem je tukaj akustika,
Se pravi, ne zaznamo nekega prenosnega hrupa oziroma hrupa iz okolice v prostor. Zelo pomemben dejavnik za naša pljuča je svež zrak in je pomembno, da je zrak, ki ga dihamo, čim manj onesnažen, kar pomeni, da nima primesi raznih lepljivih organskih spojin, ki jih oddaja pohištvo, ali materiali, barva in tako naprej. Potem ogljikov dioksid, ki ga ljudje izdihamo v prostoru. Vse to bremeni zrak. Potem pa še dnevna svetloba. Dnevna svetloba je pomembna za ta vizualni del, da lahko beremo, pišemo, kuhamo. Poleg tega ima pa zelo pomemben nevizualni učinek. Se pravi, uravnava našo notranjo biološko uro. Kako jo uravnava? Uravnavajo s tem, da zjutraj, če smo izpostavljeni močni in bolj intenzivni svetlobi, se naše telo po domače rečeno zbudi. In po noči, ko gremo spat, moramo imeti temo. Se pravi, se ta nivo osvetlitve mora zmanjšati. Kot pravi strokovnjakinja, je obiskana hiša po zaslugi velikih okenskih površin dober primer zdravega doma. V dnevno bivalnem prostoru je panoramska stena z južno svetlobo, ki dobro osvetljuje kuhinjski pult. Tu sta ozki okni, ki lovita svetlobo na stopnišču in v spalnici. V pisarni na hodniku pa je veliko okno obrnjeno proti zelenemu bregu na severu. Delovno mizo tako obliva razpršena, nedirektna svetloba, idealna za pisarniška opravila. Potem pa pridemo na drugo stran, kjer so otroške sobe. Tako, če bi gledal merilo otroških sob in velikost okna, bi lahko rekel, kar morda je pa to okno celo malo preveliko, ne? Pa ima funkcijo. Ena funkcija je že ta, da poveča stojno višino. Okna se spuščajo oziroma začnejo odprti navzgor, kar zopet poveže uporabnika otroka, ne, z zunanjim svetom. Imajo možnost zatemnitve, imajo možnost preprečevanja pregrevanja, kar je tudi zelo pomembno. Bi se pa dotaknila mogoče majčkeno bolj tudi kopalnice. Kopalnica je budilka. Zakaj? Ni ogledala, je okno. Ko se postaviš pred umivalnik, imaš pred seboj verjetno vsaj nekih 1000 luksov. To je pa tista vrednost, ki zbudi človeka, ki naredi to, da se ta raven kortizola zviša, in zaradi tega sem malo v šali, malo zares rekla, da je kopalnica dejansko budilka. Koliko pa se da sploh svetlobo v prostoru načrtovati v fazi projektiranja? Ja, nekateri pravijo, da je vloga arhitekta, ko načrtuje hišo, morda celo za zdravje bodočega uporabnika celo bolj pomembna kot njegov osebni zdravnik. V fazi projektiranja praktično je smiselno, da začnemo že v neki idejni fazi. Uporabljamo program Daylight Visualizer, s katerim je možno preveriti količino svetlobe, razporeditev svetlobe v prostoru, recimo pri otroških sobah, kjer je dnevna svetloba zelo pomembna, in smo preverjali, ali je eno okno dovolj, kaj dobimo, če postavimo 2 okni, kaj dobimo, če naredimo ta niz okna nad oknom, kar konec koncev je na nek način odločitev povezana tudi z financami in je treba vedno poiskati tisto pravo sorazmerje, da je učinek pravi in da tudi cena temu nekako odgovarja. Pravih učinkov in odličnih rešitev v tej hiši za preproste užitke, kakor jo je poimenoval arhitekt, res ne manjka. Kljub idealnim bivalnim pogojem v notranjosti pa družina vseeno veliko časa preživlja tudi zunaj, kjer jim prostrana travnata površina ob dovozu in 2 terasi nudijo pristen stik z naravo.